Lepo pozdravljeni. Danes bomo spregovorili o slikanici brez besed, čarobnem svetu pripovedovanja skozi ilustracije. In sicer predstavljena bo moja zasebna zbirka slikanic brez besedila, ki sedaj šteje že kar več kot 100 primerov. Tukaj so včerajšnji sveži, so 4. In ker kolegice vejo, da jaz to zbiram, mi je kolegica z Grčije, ki je bila so bile na študijskem srečanju Erasmus, prinesle tudi 2 v grščini, z grškim naslovom, ravno prej mi jih je kolegica izročila, tako da jaz mislim, da jih je tako enih 130, še kaj več tukaj danes pred vami. Nekako sem jih poskušala razdeliti v take vsebinske sklope, čeprav tako, ko govorimo o literaturi, ko govorimo o branju, o bralni pismenosti, gre v bistvu za dialog s književnim besedilom. In književno besedilo, jaz menim, da mora književno besedilo bralca nagovoriti. Zato je težko kategorizirati te slikanice na nek način. Jaz sem jih razdelila tako, da so take, ki so mogoče primernejše za mlajšega bralca na tej strani in tiste, ki so potem recimo primernejše za starejšega bralca na tej strani, tudi zelo odraslega bralca nekatere. Tamle v tistem kotu so, oziroma na tisti mizi so take, ki so povezane z različnimi potovanji. Tukaj je ena taka skupina slikanic, ki so posebne, slikanice brez besedila, ampak še posebne, kar ti gre za neke vrste iskalnice. Nemško tržišče te najbolj pozna, to so tako imenovane Wimmelbuch. Včeraj smo se ravno pogovarjali na Bolonjskem sejmu med kolegi, kako bi poimenovali, a je to slikanica brez besed, a je to slikanica brez besedila, a je to nema knjiga. Potem ta ima še eno dodatno funkcijo, še iskalnica je. Torej zelo zanimivo področje, nekako jaz se bolj nagibam k temu, da bi to poimenovala slikanica brez besed. Kajti to niso slikanice brez besedila. Besedilo imajo, in to zelo konkretno besedilo, medtem ko res je pač izraženo to preko neke druge, na nek drugačen način, se pravi preko ilustracije. Tako da bi se bolj zavzemala za to poimenovanje, ampak moram povedati, da je na področju slikanic brez besedila v Sloveniji še zelo malo raziskanega. Slikanica brez besedila do današnjih časov ni bila tako zelo razširjena, tudi recimo založniki nimajo veliko posluha za izdajanje tovrstnih slikanic. Mogoče se bo pa malce spremenilo, upajmo, v prihodnosti, kajti na včerajšnjem Bolonjskem sejmu, je ekipa z pedagoške fakultete obiskala knjižni sejem v Bolonji, tudi kolegica je bila na knjižnem sejmu in nekaj sem prinesla, ta miza je v bistvu miza, ki je namenjena včerajšnjemu srečanju. No in med drugim je bila v ospredju včerajšnji dan, oziroma sploh letošnja edicija knjižnega sejma v Bolonji je namenjena ilustraciji in tukaj lahko občudujete te naše čudovite avtorje in naše čudovite ilustratorje. Pa si boste lahko pogledali v takih karticah s predstavitvijo, to je tak poseben katalog letos. In ki ga potem lahko s pridom uporabite v didaktične namene, tudi za pripovedovanje in tako dalje. In v ospredju vse bolj tudi slikanica brez besedila, ki je nekako na slovenskem tržišču, če lahko govorimo o tržišču, odpiramo pot. Tako da, zdaj, če ste bili pozorni, se razstava začenja na hodniku, tam v tistem mednadstropju. Tam imate predstavljeno slikanico brez besed na slovenskem. Potem je predstavljena nagrada za slikanice brez besedila, ki jo vsako leto podelijo v okviru Bolonjskega knjižnega sejma. Tukaj imate nekaj nagrajenih, nekaj jih imate tudi
nekaj jih imate tudi v vitrini tu na hodniku, ki zaključuje to manjšo razstavo. Letošnjih nagrajencev pa še nimajo, ker so povedali, da jih bodo razglasili na knjižnem sejmu v Torinu. Jaz imam tukaj 2 nominiranki, to je ta in ta. Ene mi pa včeraj ni uspelo, ena je bila nominirana še za Andersenovo nagrado, ampak tudi brez besed, ampak mi je ni uspelo dobiti, ker so jo včeraj so pokupili. Tako da so imeli samo še razstavni eksponat, pa jo bom naročila. Tako, to so čisto sveže z bolonskega sejma. Potem sledijo, tudi če pogledamo po razstavi, te za otroke, ki grejo od prvega starostnega obdobja dalje. Jaz tako težko govorim, za katero, večkrat vprašajo ljudje, za katero starost je pa knjiga primerna. Knjiga te mora nagovoriti, knjiga ni primerna za nobeno starost. Ali pa za vse. Tako da tu dejansko imate tiste, ki mogoče nagovarjajo mlajšega bralca, predšolskega, zgodnješolskega bralca, ni pa nujno. In na oni strani recimo odraslega, pa mogoče starejšega, recimo mladinskega bralca. Če zdaj pogledamo, kaj je slikanica sploh, jaz mislim, da tukaj ni treba zgubljati veliko besed, ker ste vsi na programih, kjer ste to že spoznali, se pravi, to niso samo tanke knjige z ilustracijami, ampak so pač likovno-tekstovna celota, nek svoj knjižni organizem s posebno logiko, s posebno urejenostjo. Moram tudi povedati, da je otroška in predvsem otroška, tukaj spet lahko govorimo o terminologiji, kako jo bomo poimenovali, mladinska literatura, mladinska književnost, otroška književnost. Recimo, da naša 2 študijska programa, se pravi razredni pouk in pa predšolska vzgoja, zajemata predvsem to otroško književnost, nekaj se dotikata potem tudi mladinske. In ta izraz bom tudi potem uporabljala v nadaljevanju, se pravi bolj otroška književnost. In nekako ves čas ugotavljamo, da je žal otroška književnost postavljena ob rob. Res, da na leto izide en kup slikanic, recimo slovenska produkcija, tudi do 150 izvirnih slovenskih leposlovnih slikanic, blizu 500 slikanic, vključno s prevodi. Torej, ogromna količina na nek način tovrstne literature, vendar pa je potrebno znati z veliko mero kritičnosti odbrati tudi tiste, ki so res kakovostne. Približno 1/3 je takih, ki so kakovostne. Jaz sem se tukaj potrudila izbrati čim bolj kakovostne, ni pa nujno, da so najbolj kakovostne. Ker tudi na slovenskem slikanica brez besedila, kot sem že prej povedala, torej kar obstaja v slovenščini, imate razstavljeno v tisti vitrini zunaj stekleni, ko pridete po stopnicah gor. Z zadnjim delom, ki je nekako izpostavljeno tudi na knjižnem sejmu, to je avtorica Marta Bartol, tukaj imate iz njene slikanice brez besedila, torej kartica iz kataloga, 2 slikanici ima, Kje si in pa Ali smo že tam. In Ali smo že tam je njeno zadnje delo, tudi na področju slikanice brez besed zadnje v Sloveniji ta trenutek. Prevodnih ni veliko, boste videli, ena polička je prevodnih. Se tukaj sicer prevajalci nimajo veliko dela, ampak je pa zanimivo tudi, in sedaj sem se lotila tudi tega, proučevanja parateksta, se pravi tistega besedila, ki na nek način spremlja, že naslov. Naslov nas lahko velikokrat popelje v neko interpretacijo. Nas vodi v interpretacijo, kar je spet vprašljivo, ker konec koncev interpretacija naj bi bila široka, naj bi bila odprta in naj bi nas nagovorile tudi podobe same.
Kot zanimivost naj povem, z kolegom z fakultete za humanistične študije sva proučevala dve slikanici, to sta ti dve. Yellow butterfly, se pravi rumeni metulj, je nimamo in pa Zakaj. To sta dve slikanici na vojno tematiko. To je ruski avtor Nikolaj Popov, to pa je ukrajinski avtor Aleksandr Šatokin. Ta je v bistvu lanskoletna, ta je pa že zelo dolgo na tržišču. In kot zanimivost naj vam pokažem, jaz imam, kar se seveda ne sme delati, ne, ampak dolgo ni bilo mogoče dobiti te slikanice, zdaj so jo ponatisnili, zato vam bom pokazala to, kar ne bi smela. To je to. Ta je v nemščini, Varum, ampak če jo boste prelistali, zdaj pa moram odložiti to, boste videli, da je brez besedila. Sedaj v današnjem času, ko je vojna žal prepopularna, so to slikanico ponatisnili in v italijanskem prevodu so jih dali besedilo. Kaj mislite, zakaj? Dejansko gre za tematiko, ne, za katero menijo, da jo moramo vsi razumeti tako, kot si želijo tisti, ki stojijo za izdajo te knjige. In enako velja za rumenega metulja, kjer je dejansko nam sam avtor oziroma založba nas usmeri, kako moramo to, tudi s tem hiperbesedilom, nas usmeri, kako moramo to razumeti. Ja? Tako da vidite, da je interpretacija tovrstnih besedil lahko tudi vprašljiva, sploh pa nekako že naša slovenska miselnost je taka, da beremo knjige predvsem zato, žal, da nas bi, da se bi iz njih česa naučili, in to nam dejansko rezultati bralne pismenosti kažejo, ne. Zelo, tudi vi ste sami pisali maturitetne eseje in točno sami veste, da ste se morali za maturitetni esej pripraviti in da ni bilo veliko možnosti neke samostojne interpretacije, ne. In temu rečemo pedagogizacija literature in mislim, da je za dvig bralne pismenosti predvsem pomembno to, da začnemo na besedila gledati drugače, na književna besedila gledati drugače, in mislim, da je slikanica brez besed ravno taka oblika, ki nam to omogoča. Ker tukaj ne morete napisati obnove. Vsakič, ko boste slikanico brez besed brali, jo boste brali drugače, boste videli druge podrobnosti, bo nastala pred vašimi očmi druga zgodba in enostavno mislim, da je to res tak način branja, ko ne morem napisati določene obnove in ko mi res pušča možnost samostojne interpretacije. Vendarle pa je potrebno malce pogledati, kako vidimo in kako opazujemo, ker to pa ne opazujemo vsi na enak način in predvsem je pomembno za nas kot pedagoške delavce, kako otroku beremo slikanico brez besedila. Torej predvidevanje, da je dovolj, če otroku beremo slikanico, medtem ko si on ogleduje ilustracije, je napačno. Zato, ker je branje slik in besedila aktiven proces.
za katerega potrebujemo čas in potrebujemo usmerjeno pozornost. V predšolskem obdobju otroci tudi ne berejo sami, se pravi, da je zelo pomemben tudi posrednik branja, ki mora biti vizualno pismen. Torej to pomeni, če odrasla oseba v vsakem primeru, če so to starši, pač tudi oni morajo biti vizualno pismeni, sploh pa vi kot bodoči pedagoški delavci. No in če pogledamo malce, kako na to gleda John Berger, kaj vidimo, načini gledanja. Vidimo tisto, kar gledamo, zgolj tisto, kar gledamo. A se strinjate? Gledanje je zavestno dejanje in vidimo tisto, kar gledamo. Tisto, kar vidimo, imamo vedno na dosegu. Ne nujno na dosegu roke, ampak nekje v naši bližini. Nikoli ne gledamo samo ene stvari, vedno gledamo odnos med stvarmi in nami. Naš vid je neprestano aktiven, nenehno se premika, ves čas drži stvari v krogu okrog sebe in vzpostavlja tisto, kar je prisotno za nas. Tudi če mi zdaj oči zapremo, bomo še vedno gledali. A je tako? In kakor hitro vidimo, se zavedamo, da smo tudi videni. Da smo del tega, se pravi ta recipročna narava vida, zrcalna slika, zorni kot. A ste kdaj pomislili na to? Tisto, kar vemo oziroma verjamemo, vpliva na to, kako stvari vidimo. No, in v srednjem veku so verjeli v obstoj pekla in različni avtorji so si ga različno razlagali. Tukaj imate Dantejev pekel, potem imate druge podobe pekla. Vsak si ga je na svoj način razlagal. Na sliki naj bi vse njene elemente videli sočasno. Se pravi, da gledalec morda potrebuje čas, da preuči posamezen element slike, ampak kadarkoli pride do sklepa, sočasnost celotne slike obrne njegov sklep na glavo oziroma ga spremeni. Slika ohrani lastno identiteto. Zdaj bomo naredili čisto kratek preizkus na to, kar je zapisano. Poznate to sliko? Zakaj gre? Vsaj avtorja. Sandro Botticelli. Ja. Dobro, natančno si oglejte, jaz bom štela približno do 10, vi si pa natančno oglejte vsako od teh sličic. A jo jih najdete takoj na tej veliki sliki? Še enkrat poskusimo. Ste takoj zaznali? Takoj, ko sem pokazala, to ste vedeli, kje so. Ja? Koliko vas je takih, ki ni? Torej, ugotovimo kaj, da smo različni opazovalci. Tudi to ugotovimo. Če poznaš prej ali pa ne. Zdaj, tisti, ki ste mogoče prvič videli sliko ali pa ki je ne poznate tako natančno, ste nekaj časa potrebovali. Torej, lahko potrdimo to tezo, se pravi, na sliki naj bi vse njene elemente videli sočasno, ampak tukaj smo jo razdelili na 3 različne, ki se potem združijo v celoto. Poglejte za trenutek to sliko. Kaj predstavlja in kakšne občutke vam vzbuja? Žitno polje, ptice, kako? Selitev, občutki, mehkoba, kako? Veter piha, v redu, ja, še kaj? Samota, nostalgija. Zdaj bi pa dodala en element in sicer boste prebrali poved pod sliko in pa naslov slike. Naslov slike je, verjetno ste avtorja prepoznali, Vincent van Gogh, Žitno polje z vranami. Pod sliko vam pa dodam še eno informacijo.
Ja, samota, ampak samota od samomora je še kar precej daleč, ne? A se vam zdaj ob tej informaciji spremeni pogled na... No, gledajte, če vi berete in imate potem neko interpretacijo in dobite potem nek podatek, se vam tudi pogled na prebrano potem spremeni. Ne? In to je posebej pomembno, ko beremo otroku, ker imamo dejansko odrasli drugačen spoznavni svet in veliko več informacij o svetu, ki nas obdaja, kot otrok. In mi moramo znati odbrati tiste, ki so otrokovi kognitivni zmožnosti v tistem trenutku tudi primerni. Imamo zelo težko delo, ko izbiramo besedilo za otroke. Torej, če zdaj gremo pogledati, kako otrok vidi, kaj se dogaja na tej fotografiji. Kaj počne otrok? Se igra z igračko, gleda, kolegica je rekla, da gleda ta mobil, ki se vrti nad njim, še kaj, še kakšna? A gleda res igračko, ali gleda, verjetno je nad njim nekdo, ki ga fotografira, ne? Ni nujno, da gleda ravno igračko, lahko gleda tudi tistega, ki ga fotografira, ne? Vsekakor pa lahko trdimo, da ta otrok bere. Vidno zaznavanje je namreč pred besedami in otrok gleda in prepoznava, preden zna govoriti. Ne? Se pravi, da nas to vidno zaznavanje umesti v svet, ki nas okroža in ga potem začnemo razlagati z besedami. Vendar te besede ne morajo zabrisati dejstva, da je svet okoli nas. Ne? Odnos med tem, kar vidimo in kar vemo, se torej nikoli ne razreši. Lahko vemo več, oziroma vidimo več, kot lahko izrazimo, ali obratno. Tudi to se lahko dogaja. Rekla sem, da tisti otrok bere. Otrokovo prvo vizualno zaznavanje je branje obraza in strokovnjaki pravijo, da gre za aktivno branje. Dejansko otrok z obraza razbira, dekodificira čustva, izraznost, to razume, predela in vse to se dogaja tako na kognitivnem, kot tudi na čustvenem nivoju, do česar prihaja tudi pri skupnem branju. Ne? Zato recimo so za najmlajše otroke pomembna taka besedila, ki so otrokovemu svetu blizu in to vsekakor ni ilustracija. Prva besedila naj bodo fotografije. Zdaj o kiču ne bom, ampak tukaj otrok bere, ker razbira to, kar razbira na nas. Ja? Seveda je potem kasneje potrebno otroka na nek način tudi uvesti. Prej smo gledali tistega Botticelija in smo videli, da ne opazujemo vsi na enak način, da ne vidimo vsi na enak način. V ta svet vizualnih zaznav je potrebno otroka tudi uvesti. Zato to govorim v zvezi s slikanicami brez besed, ravno zaradi tega, ker moramo to poznati, preden otroku tako slikanico sploh ponudimo. Recimo, tu je ena taka zanimiva avtorica, ki nas uvede v to, kako, recimo postopoma, to je ta Nahoban, kako postopoma otroku prikazati neko vizualno podobo. Začne tako. Kaj mislite, kaj je? Imam idejo? Pa mi povejte samo, kaj vidite. Iskre. Iskre.
kakšna ideja? Dlaka. Zdaj pa odprem. In zdaj recimo lahko grem še korak dalje in jo imam v... Ampak vidite, avtorica je izbrala realno fotografijo. Potem jo lahko še prelistate, so še druge zanimive. Potem pa recimo lahko preidem spet na abstraktno. Veste, to je pri realnem in abstraktnem je tako, kot je recimo pri tem vstopu v domišljijski svet. Verjetno ste že zdaj pri predavanjih, vi ste zdaj drugi letnik, verjetno pri predavanjih iz splošne mladinske književnosti se že kaj o tem povedali, da pač nekje v starosti, ko je otrok star nekje med letom in pol in drugim letom, tako letom in pol pa 2 leti in pol, nekako preide v domišljijsko obdobje in takrat mu lahko na nek način začnemo ponujati že tudi ilustracije. Mi se bomo s tistimi, ki ste, ste v bistvu vsi več ali manj moji študentje, vam bom potem pokazala tudi v teku predavanj, kako preidem od realne fotografije, ker to tudi ni čisto samo po sebi umevno, potem v ilustracijo, kateri so tisti koraki. No, ampak tole je recimo taka iskalnica spet, kjer lahko spet z otrokom delam na tem vizualnem. Meni je zanimiva ta knjiga prvič zaradi naslova, se pravi Look Another Book, poglej drugačno knjigo, zato ker če jo odprem, je res drugačna. Potem je zanimiva tudi zaradi tega, ker je avtor predstavljen takole, kot majhen otrok. In potem mi je zanimivo tudi posvetilo. For Frederick Fleet and Reginald Lee, who looked a little too late. In imate tole sliko. Titanik je, malo prepozno ste zagledali ledeno goro, se pravi, da je res vidno zaznavanje izrednega pomena. No in tukaj gre potem ta knjiga tako. Torej, to ni čisto slikanica brez besedila, to so te iskanke z manj besedila, ki so tudi pač na nek način pomembne. Tako imam. Tukaj me usmeri na 3 elemente in jaz se te 3 elemente natančno gledam, kot smo imeli prej Botticelija. In potem odprem knjigo in jih moram najti na tej strani. Potem knjigo zaprem, si spet ogledam 3 elemente in jih moram najti na tej strani. In potem imam tukaj še navodilo, recimo na tej strani mora najti bralec nekaj, čute ne, tale prva, pa se ni važno. Tle mora najti vire, najprej tele kugle za kegljanje, koliko jih je, tle imate že eno, pač jih poiščete in pa vire tekoče vode. No in tako pregleda bralec tole knjigo do konca, ko imam potem še tako stran. Tukaj imam pa seznam, kaj vse moram najti. Torej moram najti eno pando, ampak jaz ne vem, na kateri strani je. Spet bom šla od začetka knjige do konca in bom prelistala, da najdem to pando. Verjemite, da sigurno ni na ta prvem listu. Potem moram najti 2 leva, nista na isti strani. Spet grem od začetka in pregledam celo knjigo, zato da najdem 2 leva in tako dalje in tako dalje. Iščem posamezne elemente. In pri tem seveda pridobivam, se pravi listanje, branje od leve proti desni, natančno opazovanje, pozornost in pa pridobivam pač to na nek način to poglobljeno konec koncev branje, že, ko iščem. No, take podobne knjigice, kot je ta, so te, da sem rekla, te
Zdaj v kiču ne bi. Sem že rekla, recimo, tlele ta apostolovska skalnica, ne? Res ni neka estetska zadeva, ampak je pa drugačen, mislim, iščem nekaj drugega. Ne? O estetiki tukaj ne moramo govoriti. Kar pa mogoče lahko, tukaj pa že lahko govorimo o estetiki. Ne? Zelo zanimiva je pa tale, ki je na podoben način, vsi skupaj štejejo. Kjer se pa dodajajo posamezni elementi, vidite, da imate malo barvnega in potem je vsaka stran bolj barvna in potem iščete, tudi tukaj iščete 3 osebe na zmagovalnem odru. 2 sta navdušeni, ker sta se uvrstili med prve 3. Poišči, kateri sta ti 2 navdušeni in katera ni. Pol imam naprej, ne? Imam 4 osebe v bendu, ena izmed njih je dvojčica. Ena razmišlja, kaj naj kupi hčerki za rojstni dan in ena se bo kmalu poškodovala. Poiščete, ne, glede na spet izraz obraza, glede na... Čudno gledate. Potem, ko boste prelistali, boste videli, kako je zanimiva. Imate pa elemente tudi še kakšnega drugega področja. Ne? Od logike do verjetno kakšne matematike, pa še česa, ne? Sicer gre za štetje. No, zakaj so pomembne te knjige? Zato, ker otrok v predšolskem obdobju vidi takole. Zaznava celostno, globalno in razpršeno. To pomeni, da vidi del kot celoto in da ob zaznavi celote ne vidi posameznih delov. Ne? Zato so tovrstne iskalnice res dobra telovadba, bomo rekli, za oči. Ne? Za oči, za pozornost, za opazovanje. Ker otroci prepoznavajo splošni videz, ne morejo se pa koncentrirati na detajle. V tovrstnih slikanicah pa se potem koncentriramo tudi na detajle. In če je to zdaj značilnost predšolskega obdobja in otroku ponudimo slikanico brez besedila, ne, oziroma brez besed, je lahko, mislim, njegova recepcija takega besedila vprašljiva. Ne? Mi moramo vedeti, kje je otrok, na kateri stopnji v bistvu, da mu lahko, glede na njegovo zrelostno stopnjo, potem ponudimo ustrezno slikanico. Dobro, to bomo spustili. Torej, tukaj bi povedala to, da se recepcija slikanice brez besed, v kateri obstaja naracija, ker kot smo rekli, slikanice brez besed so brez besed, niso pa brez besedila. Ne? Torej, neka naracija obstaja. Se ne razlikuje veliko od recepcije slikanice z besedilom. Ob branju so vedno v središču branja otroci. Se pravi, ko boste vi z otroki brali to vrstne slikanice, ne boste brali vi, kar se ponavadi v praksi dogaja, ne? Pridem in preberem in jo interpretiram jaz. Meni je pomembno, da vidim, kako jo bo interpretiral otrok. Torej, ne bomo otroku vnaprej povedali zgodbe, ampak se bomo ob posameznih ilustracijah z njim pogovarjali. Veliko bolj naporno, vendar, verjemite, veliko bolj uspešno in ustvarjalno. Ne? Se pravi, da otroke pri tem večinoma samo spremljamo in jih ne vodimo. Ker čim bomo mi otroku začeli pripovedovati zgodbo, tako kot smo vajeni pri slikanici brez besedila, to ne bo več otrokova zgodba, ampak bo vaša, z vašim spoznavnim svetom in z vašimi idejami o svetu in dejansko boste to prenesli na otroke. To so zelo odprta besedila. Ne? In jih kot taka moramo tudi na pravi način otroku ponuditi.
Seveda mora biti tukaj odrasla oseba predvsem potrpežljiva, ko bere te slikanice, zaradi tega, ker mlajši otroci pač potrebujejo čas, da razvijajo miselne veščine ob poglobljenem proučevanju slikanic, ker morda nimajo morda še dovolj širokega besedišča, morda niso še pač nimajo še razvite kognitivne zmožnosti koncepta prostora, koncepta časa, ne. Torej to vse moramo v bistvu najprej preveriti, ne, preden otroku ponudimo tovrstno slikanico. Zdaj, če povem malce o slikanici brez besedila na Slovenskem. Slikanica brez besedila na Slovenskem se začenja z Marjanom Maletjem, Maruško Potepuško in tam v stekleni vitrini imate eno izmed prvih izdaj. Imate sicer tudi sodobno, ampak zraven sem postavila še eno izmed prvih izdaj. Takoj na to sledi Brundo se igra, približno v istem obdobju, to so slikanice, ki so iz 70-ih let. In jaz sem ponosna solastnica še ene slikanice, ki jo imam res hranjeno tako, ker vidite, kako to že, ne. Dveh zelo znanih, priznanih slovenskih avtorjev, za katero pa ne vem, če sploh še kdo ve, da sta to napisala. To sta Marjan Manček in Svetlana Makarovič. Gre pa takole, pisano okno je, in imate takole vedno, taka že stripovska varianta, smo še vedno v 70-ih letih, ki jo lahko beremo tako, da pač pogledamo samo to varianto, ne, kjer imam, pač si sledi neko zaporedje, lahko bi samo prebrali, lahko bi pa združili. Ne? In imate tako take zgodbice, v bistvu niso povezane, vidite, da so tudi barvno ločene med seboj, ne. No, potem sledi temu, torej vse slovenske slikanice brez besedila sem dala tam v stekleno vitrino, tako da edino tole imam tu, ki je ne dam tako rade volje z rok. Torej, Brundo se igra, naslednja taka pomembna je zgodba o sidru. Veste, za katero sidro gre? Ja, tisto, ki je v Ljubljani na Kongresnem trgu, pa veste, s katero legendo je povezano tisto sidro? Kar pa ne drži, ampak še vedno obstaja legenda. A ste slišali kdaj za ladjo Rex? No, pravijo, da naj bi bilo tisto sidro, kar seveda ne drži, z ladje Rex, ne. Jaz sem drugače po rodu iz Ulanka, in sem s to zgodbo, legendo o ladji Rex zrasla. Izolski otroci smo vsi verjeli, da je tamle, veste, ko se zdaj se ne peljete več, ne vem, koliko poznate, od Izole proti Kopru, ne, ko se Markov hrib takole spušča proti obali, je spodaj podprt z eno tako steno in na tisti steni so vratca. In tista vratca so dolgo veljala za vratca, ki se odpirajo v zaklad ladje Rex. Nič ni res, zaradi tega, ker tam noter je tale meteorska voda, se nabira, ampak mi smo vsi otroci izolski smo verjeli, da je to res. In vsi smo nekako sanjali, da bo nekoč ta zaklad ladje Rex, da ga bomo res odkrili. Zadnjič sem bila na eni gledališki predstavi v Kosovelovem domu v Sežani in mi je vaša profesorica glasbe Bojana Kralj povedala, da je klavir, ki je v Kosovelovem domu razstavljen, klavir z ladje Rex. A ste to vedeli? No, tako da imate še en tak skrivnostni predmet. Včasih tudi skrivnostni predmeti, oziroma velikokrat predmeti, vedno predmeti pripovedujejo zanimive zgodbe. To tudi lahko z otroki velikokrat delate. Torej, zgodba o sidru. Damjan Stepančič jo je postavil nekje med mediteranski svet, ne, pa tak
bomo rekli srednjeevropski, ne? Ker to mesto, sicer mi vidimo, da je Ljubljana, ker jo poznamo, ker je viden tudi Ljubljanski grad v ozadju, lahko bi bilo pa katerokoli, pač lahko bi bil Dunaj, lahko bi bil Trst, lahko bi bilo katerokoli srednjeevropsko mesto. In pa ta mediteranski svet, kjer spet razpoznamo sicer piransko punto, ne? To pravi piranski svetilnik, ampak lahko bi bil katerikoli, ne? Včeraj sem v Bologni listala tam po eni slikanici o krušarcah. Krušarce recimo so znane na Tržaškem iz okraja Škeden, ampak potem sem pa malo boljše pogledala, mediteransko okolje in vse tako se je nekako skladalo, da bi to lahko tudi bilo, je bila pa španskega porekla. Ampak nekako je priklicala to navado peke in pa prodaje kruha. Torej, zgodba o sidru je naslednja, se pravi 2010 dobimo to slikanico in potem je taka prelomna, tukaj sem nekako izpostavila te najbolj prelomne, je Deček in hiša iz leta 2015, Maje Kastelic. 2016 je bila ta slikanica razstavljena na Bolonjskem sejmu v celoti. In takrat je bila, 2016 je bila v fokusu Hrvaška in je pač Maja Kastelic imela posvečeno, mislim, prav na začetku, ko vstopite na Bolonjski sejem, imate najprej prostor, ki je namenjen ilustratorjem. In tam je imela Maja Kastelic prav to častno mesto, kot ga je imela, recimo lansko leto ga je imela Suzy Lee, od katere bom potem tudi spregovorila. Letos ga imajo pa različni ilustratorji zaradi tega, ker je pač sejem namenjen prav ilustraciji. Torej Deček in hiša in pa, a smo že tam, ne, prej sem jo že omenila, to je pa zdaj nekako zadnja avtorska slikanica brez besedila. Marte Bartol, 2023. Kot sem že omenila, imamo potem tudi prevodne slikanice, ne, se pravi, ja, tukaj imate še nekatere avtorske, recimo ta Andreja Peklar, Ferdo Veliki ptič, Andreja Gregorič Darilo, potem to je Marta Bartol, ki je Si, in to so te prevodne, ne pa še Damjan Stepančič Svetilnik, pardon, to so pa te prevodne potem, ne. Pa še nekaj jih imate tam v vitrini. Vidite, da tega ni veliko, ne? Ker ko boste se takole sprehodili potem, boste videli, da je dejansko na vseh prilepljen, skoraj na vseh prilepljen takšen vijoličast listek, kjer sem poskušala nekako vam prevesti naslove. Ne? Omenila bi tudi mednarodni natečaj posvečen slikanicam brez besedila, prej sem ga že omenjala, poteka v Bologni. Pač letos je 11. po vrsti, kot sem že rekla, bo zmagovalec razglašen v Torinu. Lansko leto je bila nagrajena ta slikanica, ki jo imate tudi v vitrini, čisto na spodnji polički imate 3 nagrajene z lanskega leta. Letošnje imate pa predstavitev, ker potem v bistvu vse te slikanice izidejo več ali manj pri isti založbi, to je ta Kartuzija, in imajo tak format. Zdaj sem sicer videla, da so začeli z letošnjim letom ta format tudi manjšati, tako da dobite tudi to vrstne. Recimo ta je v madžarščini, original iz Madžarske, je pa bila predstavljena tudi na knjižnem sejmu leta 2017, tako da bom dala sem, tako da boste videli. No, te so pa, kot sem že povedala, sta tle 2 novi, ne, se pravi ta in pa ta. Tako da tudi tu se zdaj malce format spreminja. Drugače sem pa pri tej založbi vzela še katalog, tako da si lahko potem pogledate nekaj starejših izdaj še, če bo koga zanimalo. Omenila sem avtorico Suzy Lee, zelo zanimivo avtorico, mogoče bi posvetila par minut tudi zaradi tega, da boste recimo, da boste razumeli, kako slikanica brez besedila sploh nastaja. Zdaj, če boste brali na razstavi zadnji pano,
je intervju z Marto Bartol in ona pravi, da dejansko si v glavi že naredi svojo zgodbo, ki jo potem ilustrira. Ne? Torej, Marta Bartol je dejansko ilustratorka. Ona ilustrira tudi za druge in pravi, da ona lažje ilustrira, če ima zgodbo pred seboj. Ne, se pravi, da si vedno naredi neko zgodbo. Velikokrat boste našli tudi recimo slikanice brez besedila v soavtorstvu. Ne, imate dva avtorja, eden je pač idejno zasnoval zgodbo, drugi pa jo potem ilustrira. Ne. Vsekakor vedno je neko besedilo zadaj. Ne. No, jaz vam bi pa rada pokazala, kako razmišlja o tem Suzy Lee, ki je pa v bistvu v prvi vrsti slikarka, umetnica. Zanimiva je njena trilogija, ki se začenja z ogledalom. In zdaj, če pogledate format, vas spomni to na ogledalo? No, in če pogledamo, kaj pa je to? Na kaj vas pa to spomni? Na? Kako rečemo temu matematičnemu pojmu? Simetrija, ja. Na simetrijo vas spomni. In Suzy Lee se tukaj poigrava, na začetku se res poigrava s simetrijo, vendar torej to, kar vam bom predstavila, je trilogija 3 knjig, ki jih avtorica poimenuje trilogija limita, neke meje. Zakaj bom pokazala? Torej, tu se poigrava s to simetrijo in če opazujete to deklico, ne, ta deklica vedno bolj rine proti sredini. Jaz ne bom nič interpretirala, samo želim vam pokazati, ne, ker potem si interpretirate si sami. Vedno bolj proti sredini gre. In potem pripelje avtorica vedno svoje slikanice do neke meje, do nekega limita, kjer pride do tega. Te dve polovici sta noter. Od tu dalje, ne, je, ko bi počlo, ko bi se zabliskalo, ne, in gre na vrsto v bistvu in pride zdaj pa drugo ven. Vidite, zdaj pa nam nakaže, da ne bo šlo več za simetrijo. Zdaj pravim, ne bom vam interpretirala, da se jo, ne, vsak si lahko predstavlja, kar želi, ampak dejansko to vam hočem pokazati, kaj pomeni ta teorija. In tukaj dejansko samo, ona nima zgodbe vnaprej, ampak zgodbo res pripoveduje skozi sliko. Ne? To ni neka ilustrirana zgodba, ampak je res pripovedovanje skozi sliko. Malo drugače, kot smo od tega vajeni. No, recimo druga je Val. Val je tudi, to smo rekli ogledalo, vidite, tudi to je nepomembno, kako je postavlja. Val, morje, širina, se je odločila za to postavitev, ne, ker mi tole zdaj omogoči večjo ploskev. In tukaj se spet igra, to je tudi edina, ki je prevedena v slovenščino in jo imate v... Tukaj se spet igra, lahko pogledam, ne, vidim pač sivo in modro stran, morje je pač ta res taka morska modra, ne. Tukaj imate pa pač to sivo stran z glavno protagonistko deklico in pa seveda pomembni so tudi ti galebi. Kako zdaj tukaj pripelje do limita? Tukaj bom izdala vse toliko, no, da se ta deklica igra, skuša, preizkuša morje. Igra se z morjem. Toliko lahko povem. Nisem še nič interpretirala.
Lahko pa tukaj vidite, ne, to morje vedno bolj gre proti tej strani, tudi ti galebi se vedno bolj premikajo proti morju. Recimo tukaj, če ste zdaj pozorni opazovalci, lahko vidite, da imajo že peruti modre. Ne. Ampak spet to je še vedno poigravanje, ker nekako tisti ključni trenutek je to. Tako kot smo imeli prej prazne liste, imamo zdaj morje, ki je preplavilo vse. In od tu dalje se situacija spremeni. Ne? Torej, tukaj je spet izkoristila, ne, vse likovne elemente. Ploskev, imate barve, imate črte, imate en kup likovnih elementov, ne, ki jih je avtorica izkoristila za to, da nam predstavlja zgodbo. In tretja iz te trilogije so sence, ki jih je pa postavila tako. Ne? Začne tako, tle klik naredi, ne? In potem imamo, pač, bomo rekli, sončno in senčno stran. Ne? Spet te sence postavi v nek barvni okvir, tukaj gre za rumeno barvo in spet pripelje nekje do nekega limita. Te sence vedno bolj stopajo na sončno stran, ne? Tukaj ne pride do tega. In od tu dalje se spet spremeni. Tle jo pač nekdo pokliče, da je pripravljena večerja, deklico, in ugasne luč, ne, klik, pride do teme, vendar, gledajte, knjiga še ne konča. Kaj se zgodi? Klik se pa pojavi na senčni strani in ugotovimo, da so sence še vedno tam. In nam spet odpre konec. To je pa z vidika v bistvu umetnika. Ne? Tukaj ne gre, to je res pripovedovanje skozi sliko. Ne, ni slika neko dopolnilo nekega besedila. No in recimo, taka zanimiva je tudi črte, ki jo sicer postavi v neko tako, igra se s črto kot likovnim elementom in jo postavi na tako ledeno ploskev. To boste malo bolj prelistali. In še zanimiva njena je ta je pa lanskoletna, tudi nagrajena, naslov nosi Poletje in sicer je, inspiracija je Vivaldijevo Poletje. S tem, da tukaj recimo lahko vidimo, kako avtor, kako ne ilustrator, ampak slikar vidi, ne? Ker tukaj ni nič nobene povezave s tem, kar mi poznamo, interpretacijo Vivaldijevega Poletja, ampak tukaj je, kako avtorica vidi poletje. No, to bom dala tja, boste tudi prelistali. To se mi je zdelo tako zanimivo vam pokazati, ker je malce drugačen pristop, kot smo ga vajeni. Tukaj res ne moramo napisati obnove, ne? Tudi vprašati nas nihče ne more, koliko žlic francoske solate je pojedel Piki Jakob. No, to so torej, ta je prva njena, ali so tudi čudežni deželi, te edine nimam, ostale boste pa videli tudi zunaj v vitrini so, nekaj imam pa tu. Ker jaz sem včasih tudi tak junak, da si kakšno po dve kupim. No, tukaj je pa recimo za primerjavo Maja Kastelic, ki pa izvira iz zgodbe. Ona pa si, enako kot Marta Bartol, najprej zamisli zgodbo, ki jo potem ilustrira. To sta pač.
No, zanimivo imate tukaj izpostavljeno, kaj Marta Bartol meni o samih slikanicah brez besed. Menim, da je branje knjig brez besedila v resnici bolj svobodno kot branje knjige z besedilom. Omejitev smo v bistvu mi sami, poudarja Marta Bartol. In lahko preberete ta njen članek tudi na panoju na hodniku. Dobro, to smo že pogledali. Še mogoče bi se ustavila pri tem nekaj trditev, ki so povezane z recepcijo slikanice brez besedila, za katere nekatere res lahko potrdimo, veliko od teh jih bomo pa verjetno ovrgli. Dajejo možnost 1001 interpretacije, to bi lahko rekli, da drži. Spodbujajo domišljijo, tudi to drži. Otroku prepuščajo aktivno vlogo, se pravi, bralec je tisti, ki zgodbo usmerja, glede na trenutno počutje, pretekle izkušnje. To tudi drži, vendar ni nujno, da se pa to upošteva. Ne? Ker dejansko delo slikanico brez besedila pogosto poteka tako, da vzgojitelj vzame to in prebere. Ne? In prebere dejansko tako, kot sam vidi. Otroku v opazovanju ilustracij pomagajo krepiti zmožnost ohranjanja koncentracije. Ja, ampak smo rekli, da je to vodeno in da dejansko je treba otroka v opazovanje ilustracij na nek način uvesti. Ne? In mora biti v skladu z njegovim kognitivnim razvojem. So čudovit pripomoček za razvijanje sposobnosti opisovanja slik. Opisovanje je drugačen besedilni postopek, kot je pripovedovanje, govorjenje, to se velikokrat meša. Najbolj se strinjam s tem, da so slikanice brez besed zelo dober pripomoček, če lahko tako rečem, za pripovedovanje, vendar je potrebno tukaj veliko še drugih zadev, recimo, predvsem mora imeti otrok razvito besedišče, mora imeti že razvit koncept prostora, koncept časa, mora že poznati zgodbenost, tako da jo naredi, da zgodbo naredi, zgodbenost se pravi tvorjenje zgodbe, tako da naredi zgodbo kohezivno in koherentno. Več o tem najdete v moji monografiji, tako da lahko to še, o tem se bomo ziher še pogovarjali. Imajo velik vpliv na večanje besednega zaklada in razvoja otrokovega govora, ja, če je odrasla oseba tista, ki zna voditi skozi ta proces. Ne? Tole je pa tisto, s čimer se ne bi strinjala. Od slikanice brez besedila lahko uporabljajo bralci katerekoli starosti, kateregakoli jezika. Vsaka knjiga je kulturno pogojena in če boste pogledali, tukaj imate recimo tudi te, ki jih je, dobro, te so samo prevedene, ampak tam imate recimo kitajske, imate tiste, ki so povezane s potovanji, potem imate japonske, imate ameriške, torej vsaka prinese s seboj dejansko svojo kulturo in svoj jezik in recimo marsikatere so našemu evropskemu pogledu tuje. Priložnost, v slikanici brez besedila se pripovedovanje razvija skozi ilustracije, ja, če ima otrok že zgrajeno pripovedovalno shemo, drugače pa ne. In pripovedovalno shemo začne graditi tam nekje pri 4. letu in jo gradi vse do osnovne šole. Ne? To sem dejansko dokazala preko moje raziskave in o tem lahko več preberete v moji monografiji. Priložnost, da bere otrok, ja, ampak branje, kaj pomeni branje? Rekli smo, da gre za opazovanje ilustracij, odrasel se ga pri tem spremlja, posluša in ga usmeri v podrobnosti, ne pa da bere namesto njega. Ne? Vidite, da je veliko mitov, ne? In marsikakšnega lahko tudi podremo. Ne? Recimo, to so pa tiste pogosta vprašanja in s tem bom potem tudi zaključila, kako naj otroku berem slikanico brez besedila, ne? Ali sploh beremo, če otroku pripovedujemo ob sliki, ker nekateri ljudje mislijo, da nič ne berejo takrat in da je to, ne. Če otroka pogledate, katere zgodbe otrok najraje posluša, veliko otrok najraje posluša tiste zgodbe, ki so iz vsakdanjega življenja, ki jim jih povemo, da so se nam zgodile. Ne? In slikanica brez besedila je ena taka možnost tovrstnega pripovedovanja. Kaj naj povem?
To sprašujejo. Ali moram vedno povedati na enak način, uporabiti iste besede? Kaj pa, če je moja interpretacija slikanice zgrešena? Se pravi, začnem tako, da si začnem ogledovati ilustracije. Otrok naj posluša, naj opazuje, naj se navdušuje nad podrobnostmi in otroku potem ob tem postavljamo odprta vprašanja in ga s tem spodbujamo k razmišljanju, k opazovanju. Recimo lahko ga pozovete, ne pove, kaj mu je všeč na sliki, kaj misli, da se bo zgodilo, kako se počutijo ljudje na sliki. Tako da dejansko skupaj opazujete in berete z otrokom. Če otroku pripovedujemo ob sliki, smo povedali, da dejansko izvajamo vrsto bralne dejavnosti. Torej, naj nas ne bo strah, ob slikanici brez besedila tudi beremo. Predvsem moramo biti aktivni poslušalci, ko delamo z otrokom in seveda nikoli ne bomo zgodbe povedali na enak način in tega nas ne sme biti strah. To je pa tisto, kar je bilo na začetku rečeno, ko smo se pogovarjali, 1001 interpretacija je res. Je zelo odprto besedilo. No in s tem bi jaz tudi zaključila. Vabim vas, da si ogledate in prelistate knjige. Edino, kar bi še opozorila, je na tole, tu. To je pa pač del vtisi iz včerajšnje razstave v Bologni. Nekaj materijala imate, takega, ki ga je pripravila naša javna agencija za knjigo, pa IBI Slovenija. Nekaj imate italijanskega materijala, ki ga je pripravil IBI Italija. Potem imate 5 takih zanimivih, 3 so slikanice, 4 so slikanice brez besedila. To je za najmlajše. To je nova, to verjetno poznate, ker verjetno ste z doktor Sonjo Starc imeli v rokah slikanico brez besedila Migranti. Ste jo imeli? Vam ni pokazala te vaši generaciji. Drugače jo imate tu tudi v vitrini. Strašljiva slikanica. Govori res o prehodu meje. Res strašljiva slikanica. No in zdaj pa ista avtorica pač predstavlja novo knjigo in taka zanimiva se mi je zdela še ta, ki ni brez besedila, je pa posebna. Črna knjiga v barvah. Brajlova pisava, je. Si predstavljate, kaj pomeni, ne? Dejansko ilustracije so vse reliefne, ne? Tukaj imate Braillov zapis, tukaj imate pa zapis, bel zapis na črni podlagi. Zdaj, mi, ki pač vidimo, bomo prebrali to, ampak lahko si pa predstavljamo, kako je to za tistega, ki ne vidi. Ne? In tako je potem taka zanimiva, se mi je zdela. Potem pa še bi še pokazala tukaj še taka posebna. To lahko bi še govorila, si lahko mislite, še za 3 ure materijala. Ampak to vam bi še rada pokazala, no vseeno. To bomo spustili. Tole, lejte. Knjižnica slikanic brez besedila na Lampedusi, ko smo že govorili ko smo govorili o migrantih, na Lampedusi so italijanskem otoku, na jugu, so uredili tako knjižnico slikanic brez besedila. IBI
Svetovna organizacija za mladinsko literaturo, pa IBI Italija nekako to podpirata. Okrasili, se pravi to pročelje so narisali pač lokalni avtorji in je bila odprta leta 2017. Vidite, da ni nič posebnega noter, ne? Prvotna zamisel je bila nagovoriti tako dečke in deklice na Lampedusi, ki jih je več kot 800 in vsak 8. prebivalec otoka je mlajši od 14 let, kot tudi otroke migrante, ki se izkrcajo na otoku, da bi prišli v Italijo. In prav zanje knjižnica že od začetka zbira ta material, se pravi te slikanice brez besed, da jih lahko berejo dejansko tudi otroci priseljenci. In to je tudi ena taka zanimiva možnost, recimo tudi pri nas v naši praksi. Projekt, kot sem že povedala, spodbuja IBI Italija v sodelovanju z IBI International in obstaja tudi tak kovček, ki ga pač prostovoljni bralci, tega profila tudi mi nimamo, pa veste, da sem jo že parkrat tako rekla, da bi bilo zanimivo tudi pri nas imeti tak profil, ki bi lahko bral bodisi otrokom priseljencem, bodisi starejšim, bodisi tistim, ki imajo težave z branjem in bi verjetno veliko pripomogli tudi k bralni pismenosti. No, ta kovček roma na ladje, ki se izkrcajo, da imajo otroci tako prvo varno navezanost ob knjigi na ljudi, ki jim pač tisti trenutek nudijo pomoč. Tako. No in zaključila bi s temi 9 pravili za odkrito sovraštvo otrok do branja, če smo že začeli z bralno pismenostjo Gianija Rodarja, pa si jih kar sami preberite. Napisana so bila leta 62, ampak mislim, da še danes veljajo. Hvala. Še eno vabilo imam in sicer 22. aprila ob 11. bomo skupaj z knjižnico, osrednjo knjižnico Srečka Vilharja v Kopru, oddelkom za mlade bralce, gostili italijansko avtorico Elizo Mazzoli, ki piše za starost otrok 0 do 3, prav prvo starostno obdobje. Na Slovenskem nimamo veliko kakovostne literature za to obdobje, zato vas vabim na predstavitev, bo sicer v italijanščini, ampak bo zagotovljen prevod. In tukaj sem včeraj na sejmu našla 3 njena dela, ki bodo tudi predstavljena, tako da si jih lahko pogledate, in pa zanimive karte za prvo branje. Imate recimo vsakdanje predmete in potem imate tukaj glavore, pridevnike, ki jih lahko z otroki ob teh kartah razvijate. To so pa karte gibanja, kjer imate pa pač neke gibe, se pravi naravno neke gibanja, tukaj so celo Jelovčan, in zadaj imate potem glavore povezane z gibanjem. Tako da otroci spoznavajo tudi to vrstno. Zdaj pa vabljeni k ogledu.